V spomin komandantu Stanetu. 70 let hajke v Ločnici. Na obisku v javnih zavodih. Pločnik v Smledniku. Razstava v knjižnici. Napoved premiere v OTH-ju. Lepo pozdravljeni. 7. novembra pred 70 leti je v Lokvah v Beli krajini za posledicami hude rane, dobil jo je med preizkušanjem novih minometov, ki so jih partizanom poslali Britanci, umrl legendarni komandant Stane. V spomin na ta dogodek so predstavniki medvoške borčevske organizacije pripravili vrsto dogodkov. Mi smo se jim s kamero prav na ta dan pridružili najprej ob polaganju venca ob doprsnem kipu komandanta Staneta, ki stoji od leta 2003 dalje v vojašnici, ki se zadnji 2 leti imenuje po Edvardu Peperku. Pred dobrima 2 letoma je takratni aktualni obrambni minister Aleš Hojs iz vrst Nove Slovenije po mami Pirničan preimenoval vojašnico Franz Rozman Stane, v kateri od leta 2003 stoji njegov doprsni kip, delo kiparjev Pirnat, v vojašnico Edvarda Peperka. Bil je sicer ena prvih žrtev za samostojno Slovenijo. Torej, vojašnica Edvarda Peperka v Ljubljani v petek 7. novembra ob 8:30 uri zjutraj. Častna straža ob spomeniku, himna in dvig zastave pred zbranim poveljstvom 1. brigade. Predsednik medvoške borčevske organizacije Vladimir Bertoncelj, predsednica turističnega društva Pirniče in članica občinskega sveta Cvetka Židan-Valjavec ter župan občine Medvode Nejc Smole so položili venec k doprsnemu kipu Franca Rozmana Staneta. Prav tega dne pred 70 leti je namreč podlegel hudim ranam, ki jih je dobil ob preizkušanju angleških minometov. Bil je 3. komandant slovenske partizanske vojske, vendar prvi, ki je bil imenovan kot vojak in ne kot politik. Na pobudo in v organizaciji društva Bela krajina Ljubljana je bila dan poprej v neposredni bližini kipa posajena tudi belokranjska breza. V organizaciji medvoške oziroma pirniške borčevske organizacije je Vika Potočnik, predsednica ustanove Franz Rozman Stane, ta dan med drugim položila tudi venec ob rojstni hiši komandanta Staneta. Odprli so tudi razstavo portretov vidnih osebnosti 2. svetovne vojne in povojnega obdobja, delo Andreja Militareva, in pripravili spominsko slovesnost z naslovom Brigade s hribov v režiji Petra Militareva. V avli kulturnega doma Pirniče je bila najprej odprta in na ogled postavljena fotografska razstava o komandantu Stanetu in črno-beli portreti znanih borcev narodno-osvobodilnega boja, avtorja Andreja Militarova. Te portrete imam jaz vse v mapi doma in jih hranim, ker ko se je sistem družbeni v Sloveniji spremenil, sem jaz mislil, to se ne bo nikdar več razstavljalo. In sem to vse arhiviral, no zdaj so se pa spomnili Pirničani, ne vem kje so, sicer zvedeli, da imam jaz te stvari, ker oni so toliko mlajši. Če bi jaz s tem sodeloval, sem rekel, to pa ni nobeno vprašanje, to pa jaz sodelujem. Tokrat je na ogled postavil 28 portretov. Mi smo živeli v obdobju, ki je bilo to aktualno. In ta dela so stara čez 30 let, 35 let. Jaz sem bil v taki službi, da sem s temi ljudmi kontaktiral in bilo je to normalno, ker imam to v sebi, da to delam, da sem začel s to serijo teh portretov, ker sem večino teh ljudi poznal. So me tudi toplo sprejeli, tako da smo bili prijatelji, žal so že vsi pokojni. Predloge, predvsem tistih portretirancev, ki so padli med vojno, je bilo težko pridobiti. Takrat je bila fotografija zelo slaba, in moraš delati povečave, to naredijo fotografi normalno, jaz pa največ pod lupo, da gledam pa, da to delam, ker nekateri nimajo oči in tako naprej in to moraš malo tudi improvizirati. Bistvo pa je, da je prepoznaven. Med portretiranci so tudi 4 njegovi sokrajani, ki so zaznamovali vojno obdobje. 3 narodni heroji, Tine Rožanc, Franc Rozman Stane in Franc Bukovec Ježovnik, ter komandant škofjeloškega odreda Oton Vrhunc s partizanskim imenom Blaž Ostrovrhar. Ja, najbližje mi je verjeten Blaž Ostrovrhar, Oton Vrhunec, ker je moja mama rekla, ker sem bil jaz star 3 mesece, da me je nesel na Šmarno goro.
Zbranim sta ob kratkem kulturnem programu spregovorila predsednica Krajevne skupnosti Perniče Nada Prešeren in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Medvode Vladimir Bertoncelj, ki je ošvrknil predvsem tiste medije, ki so ta jubilej ponovno poskušali izkoristiti za blatenje podobe komandanta Staneta in druge grupe odredov. Večji del tokratne slovesnosti brigade Skribov na odru treh herojev je s partizansko pesmijo sooblikoval partizanski pevski zbor, ki je v letošnjem letu že praznoval 70 let delovanja. Sodeloval je še dekliški pevski zbor Kresničke iz Sore, harmonikaš Mitja Jeršič, pripovedovalci odra treh herojev Izi Iljaš, Mojca Poredoš, Žan Zadravec in Lina Vozni, z opisi pomembnih dejstev življenja in smrti legendarnega komandanta Staneta, moderator Klemen Varl, za videoprojekcijo je poskrbela naša televizija, partizansko vzdušje pa so dopolnili tudi člani kulturno-zgodovinskega društva Triglav. Za scenarij in režijo je Petra Militarova med drugim pohvalil tudi edini še živi član prvotne zasedbe, Pojoče čete, kot so po domače imenovali invalidski pevski zbor, ki se je kasneje preimenoval v partizanski pevski zbor. Ljudem sem že izjavil nocoj, da najlepša od vseh prireditev, kar sem jih doživljal. Uporabljeni so bili tudi odlomki iz filma o komandantu Stanetu, predvsem del, v katerem je prav tako legendarni komandant in general Lado Ambrožič Novljan opisal tragični dogodek ob preizkušanju minometov in zavrnil dvome o morebitni zaroti. Uporabljen pa je bil tudi citat dr. Zore Konjajev, ki je kot inštrumentarka v partizanski bolnišnici Kanižarica sodelovala pri 4 ure trajajoči, žal neuspešni operaciji komandanta Staneta in kasneje še pri težki, vendar uspešni operaciji 7 ran komandanta Novljana. Po pripovedovanju tistih, ki so bili prisotni ob smrti komandanta Staneta, med drugim tudi njegovo noseče dekle Meta, je dogodek, ko ga je njegov prijatelj, zdravnik Franc Novak Luka, vzel v naročje, Konjajeva poimenovala kar partizanska pieta. Ko je videl, da Stane leži na tej neudobni slamarici, železni posteli, se je nekako usedel, na pol ulegel in si ga položil na prsi. In sam mi je rekel, da je na vse načine želel, da bi del njegove življenjske mlade moči prešlo v Staneta, kar seveda ni bilo mogoče. Stane je pa ves čas vedno bolj šepetaje ponavljal, kako je ne more več, da moči odhajajo. In ko je potem na hitro ugasnil, torej on ni bil nič v komi, takoj ugasnil, so vsi prisotni bili pretreseni. Do tega tragičnega dogodka sama komandanta Staneta ni srečala, kot vsi, ki so živeli v Beli krajini, pa mu je hvaležna, da so kar 18 mesecev vojne lahko živeli na osvobojenem ozemlju. Komandanta Staneta nisem poznala do njegovih poslednjih bridkih smrtnih ur. Slišala pa sem o njem govoriti, da je izredno dober človek, da ima borce rad, da ga borci obožujejo. Njemu je za vsako življenje borčevo bilo strašno hudo in jih je čuval. Slavnostni govornik na spominski slovesnosti, ki se je udeležil tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, je bil Franc Sever Franta, eden zadnjih še živečih poveljnikov partizanskih enot. Opisal je predvsem obdobje, ki ga je preživel kot kurir komandanta Staneta, podobno kot dr. Konjajeva, pa je tudi sam izpostavil, poleg njegovih vojaških kvalitet, tudi dobre značajske lastnosti. Čudovit, plemenit, razumuje in ceno podrejene, jih učil. Njegova, na primer, je bila beseda, se dobro še spominjam, ki je enkrat rekel prav, tist, ki je prišel prostovoljno v narodnostni boj, bi moral biti vsak heroj, pa tudi kuhar, če je. In kar je najbolj važno, poslušajte, mi smo ga tako radi imeli. Jaz sem bil takrat, ki je nesreča bila, sem bil komisar vzhodno-koroškega odreda v Koroškem. In ko smo vedeli, zborci koroškega odreda so skoraj polovico odreda jokali za njim. Tukaj smo ga radi imeli, tukaj je bil plemenit, tukaj je bil človeški, tukaj je bil naroden
domoljuben patriot, da mislim, da ga ni bilo v naši narodni vojski. Svoj govor je tovariš Franta zaključil s pozivom, da se slovenski narod komandantu Stanetu zahvali s kipom konja, torej z izpolnitvijo njegove namere. Rekel je menda, ko bo konec vojne, si bom najprej kupil konja. Za nobeno stvar, noben zločin ne vem, drugi svet, pa sem bil skozi z njim, od 41 do 44 leta, ko ni padel. Nikdar je bil skozi pošten in komandant. Na tokratno slovesnost so bili povabljeni tudi potomci komandanta Staneta, pravnuk Kristjan in pravnukinja Tara. Jaz sem poznal njegovo družino od majhnega, Meto in tako dalje. Ga poznam in ga imam vedno predstavil spominu to, kar so mi tudi razlagali njegovi soborci, predvsem to, da je bil, poleg tega, da je bil vojak, da je bil človek. Močno deževje je preprečilo namero pirniške borčevske organizacije, da bi po tokratni slovesnosti v parku pred domom krajanov tudi simbolično posadili belokranjsko brezo. Ta breza je direktno iz Lokov, blizu spomenika komandanta Staneta. En prijazen domačin je pomagal, da smo jo odkopali in potem preparali, pa tukaj pač posadili, ne. Slavnostni govornik, soborec komandanta Staneta, eden zadnjih še živečih, Franc Sever Franta, je v svoji knjigi Trenutki odločitev del svoje pripovedi posvetil tudi svojemu soborcu, komandantu Stanetu. Predstavitev knjige je bila v torek v knjižnici Medvode. Franc Sever Franta, partizan, oficir vojnega letalstva JLA, domoljub in pokončen človek, ki je ob vseh življenjskih preizkušnjah ostajal zvest svojemu prepričanju partizana, kot so ga opisali v enem izmed medijev, je del svojih spominov zajel v obsežni, skoraj 500 strani dolgi knjigi. S knjigo je Franc Sever Franta želel ljudem povedati, kaj vse je v življenju doživel, namenil jo je predvsem svoji družini, je pa tudi v spomin in čast vsem padlim soborcem v drugi svetovni vojni. Čeprav mislim, da je pozna cela zadeva, tale knjiga je šla ven, vse mislim, da sabo nosi eno pripoved, resnično pripoved, bitke našega naroda. No, ob tem pa tudi sem poskušal, jasna stvar, tudi sebe predstaviti, kako sem to doživljal, kako sem preko te vojne, 4-letne vojne šel, in to je bila, mislim, glavna stvar. Tovariš Franta, kot najraje sliši, da ga ljudje poimenujejo, je v svojem iskrivem slogu poglobljeno in duhovito odgovarjal na vprašanja voditeljice Silvane Knok, manjkalo ni niti razkritja o njegovem pestrem ljubezenskem življenju, zato bomo več o pogovoru s Francem Severjem Franto razkrili v prihodnji informativni oddaji. 11. novembra je minilo tudi 70 let od takrat, ko je bilo celotno področje naše občine, desno od reke Sore, prizorišče Velike Hajke, v kateri je življenje izgubilo 16 borcev in aktivistov. Letos so se medvoški borci in vsi, ki spoštujejo vrednote NOB, v torek, torej prav na dan obletnice, zbrali ob spomeniku padlim v dolini Ločnice. Drugo leto zapored je spominska slovesnost potekala ob spomeniku, na katerem je zapisano 15 od skupaj 16 imen padlih borcev in aktivistov, večinoma domačinov, ki so na tem območju padli v letu 1944. Velika ofenziva Nemcev in belogardistov na zaledne partizanske enote je potekala od Šentvida prek medvoških Pohograjcev do Škofjeloškega hribovja. Najbolj hudo pa je bilo prav v dolini reke Ločnice. Ker je 11. novembra 1944 prek noči zapadlo 5 do 10 cm snega, je bila sled za partizanskimi enotami lepo vidna. Najbolj so bili na udaru kurirji, ki so imeli v Studenčicah svojo postajo G25. Jaz sem bil seveda še kot otrok, spominjam se tistega dne, ko je bilo nekaj centimetrov snega in ta vest seveda o tem zločinu se je hitro širil po vasi, naokoli, tako da smo bili kar zaskrbljeni, kaj konkretno se je to dogajalo.
Na tokratni slovesnosti so nastopili, tako kot je to že tradicija, učenci podružnične osnovne šole Sora in zapeli člani lovskega pevskega zbora Medvode z recitatorjem Bojanom Orlom. S tem dogodkom so medvoški borci zaokrožili praznovanje okroglih obletnic v letošnjem letu, zadovoljni z izpeljanimi spominskimi slovesnostmi. Narava žled pa je preprečila, da bi postavili tudi pomnika dvema partizanskima tiskarnama, ki sta delovali na tem območju. Žal, narava je naredila tisto nepričakovano. Že v februarju smo imeli žled in tam na teh lokacijah so še vedno nedostopne. 70 let je tudi od ponatisa Prešernove Zdravljice, s katero so medvoški partizanski tiskarji v težkih vojnih pogojih odlično počastili 100. obletnico njenega izida. Pravi mojstri so priskočili skupaj in potem se je napravilo nekaj, kar lahko samo sanjamo za tisti čas. Za tisti čas, da je resnično je bilo z najvišjo možno oceno v svetovnem merilu je narejen ta ponatis. Seveda ne samo ponatis, tudi ilustracija. Miklavc, lastnik tekstilne tovarne, je naročil v Grazu, v Avstriji, tiskarski material, to se pravi papir, za reklamne namene njegovega podjetja in je skoraj pol vagona prišlo tega materijala, ki je skoraj ves šel za partizanski tisk naših tiskarn v Ločnici. Sedaj pa od obletnic v sedanjost. Poročali smo že, da je župan Nejc Smole skupaj s predstavniki občinske uprave v preteklem tednu izvajal obiske vseh javnih zavodov z namenom seznanitve z delovanjem in trenutnim stanjem v zavodih ter njihovimi potrebami. V petek je občinsko delegacijo v sklopu zadnjega dne obiskov pot zanesla tudi v zdravstveni dom Medvode, javni zavod za kulturo in mladino ter zavod za šport in turizem. Predvsem slednja dva sta bila v preteklem letu podvržena korenitim vsebinskim spremembam ob širitvi svojih dejavnosti, prvi na področje kulture in kulturne dediščine, drugi pa na področje turizma. Zavod za kulturo in mladino je tako poleg izvajanja mladinskih programov prevzel tudi skrb za celosten razvoj kulture in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine ter v upravljanje pridobil kulturni dom Medvode ter rojstno hišo in muzej Jakoba Aljaža. Prevzem kulture v dejavnost Zavoda mladinskega centra, kakor sem sam opazil, je bil za mene precej večji zalogaj, kot sem predstavljal, predvsem z namenom, v bistvu zaradi tega, ker je kulturna skupnost v Medvodah zelo močno razvita. To pomeni, da je treba razmišljati zelo široko, zelo veliko ljudi je potrebno vključiti v samo osnovanje, če želiš v bistvu nadaljevati oziroma nadgraditi delo, ki so ga že društvo prej upravljala. Tako da mi smo se lotili nekje celostno, poskušamo začeti v bistvu od samega začetka, od koncepta, ki nekje poskuša biti vzdržnosten in pa v bistvu razviti storitve, ki bodo tudi daljnoročno imele svoj vpliv in pa bodo daljnoročno obstale v Medvodah. Zavod se lahko pohvali z izrednim obiskom programov v letošnjem letu, bogato ponudbo na področju mladinskih dejavnosti ter usklajeno, vitko in prilagodljivo delovno ekipo. Direktor pa je izpostavil predvsem dve težavi, pomanjkanje krovnih strategij in kadrovsko nestabilnost zavoda. Jaz sem v bistvu že predvsem poskušal v bistvu sporočiti sporočilo zavodov, ki jih imajo v občini Medvode in pa način upravljanja z dejavnostmi, financami in storitvami v okviru zavodov. Zavodi lahko prinešajo neke strukturne spremembe in povečajo kvaliteto storitev, ki jih javnosti nudi občina Medvode. Gre se za to, da se vse dejavnosti, ki se dogajajo, poskušajo nekje programsko tako dodelati, da so čim bolj vzdržne, da pokrivajo čim širši spekter ljudi in da prinešajo v bistvu ne na vse zadnje dvig kvalitete življenja v Medvodah. V okviru programske širitve so se podali tudi v spremembo celostne podobe javnega zavoda, ki bi se v prihodnje zaradi večje prepoznavnosti uveljavljal kot kulturno-mladinski center Medvode,
Ob tem pa načrtujejo celostno storitev javnega servisa, ki bi predstavljal 3 centre dogajanja: Mladinski center Jedro, Kulturni dom Svoboda in Rojstno hišo Jakoba Aljaža. Prva naloga, ki zavod še vedno čaka, pa bo sprejetje novega statuta, poslovnikov in formiranje strokovnih svetov za kulturo in mladino. Ja, najprej v bistvu treba nadaljevati s temi konstituirani svet zavoda, najprej sprejeti v bistvu svoje strokovne svete, morajo v bistvu začeti strokovno in pa, kako se temu reče, sistematično obravnavati tudi akte, ki nadaljne urejajo delovanje zavoda, potem pa gre v bistvu v soočanje strategij, ki jih imamo zdaj nekje mi v glavi z širšo lokalno skupnostjo, z namenom, da dobimo dobre ideje, da se pokaže, kaj je res tisto, kar rabimo, da aktiviramo ljudi, ki imajo znanja, in potem iz vse tega širšega bazena poskušamo tudi nekaj fizično v realnem času in prostoru dobrega narediti za Medvode. V Zavodu za šport in turizem so na drugi strani že uspeli oblikovati strokovna sveta in uskladiti statut in druge poslovne akte z odlokom o širitvi zavoda. Predvsem za uveljavitev strokovnih svetov v praksi pa bo potreben tudi s strani občine nadaljnji dialog s temi organi in dodelitev ustrezne vloge njihovemu delu. Smo z novim svetom zavoda kar uspešno sprejeli tiste potrebne akte, ki jih je bilo potrebno uskladiti, in pa bom rekel tisto, kar smo dejansko iz strani občine v letošnjem letu prevzeli v upravljanje na področju turizma, to je predvsem turistično-informacijski center Medvode, in pa v sklopu tega nekaj programov, ki jih turizem bom rekel, ali pa ta javna služba na področju turizma narekuje, uspešno prevzeli. Tudi v Zavodu za šport in turizem smo lahko slišali izpostavljeno kadrovsko podhranjenost. Pričakujejo, da bo občina v kratkem odobrila dodatno zaposlitev izvajalca programov iz turizma, s čimer bo zavod lahko v polnosti začel izvajati svoje novo poslanstvo. Drugi kadrovski problemi pa bi se po njihovem lahko rešili z vzpostavitvijo skupnih javnih služb. Jaz sem to izpostavljal že nekaj časa, tudi v bistvu je bila, bom rekel, tako moja iniciativa, da sem ta projekt predstavil in v knjižnici in v javnem zavodu za kulturo in mladino, obema direktorjema, s katerim smo se strinjali, da je to ena izmed rešitev. Predvsem je tukaj so področja računovodstva, področja upravljanja infrastrukture, ki jo vsi imamo, in pa potem neki tehnične službe, od čiščenja, vzdrževanja in tako naprej, ki jo vsi potrebujemo. Posebne pereče problematike v tem trenutku niti nismo lahko slišali. Programi in dejavnost v Zavodu za šport in turizem so utečeni, športna dvorana pa polno zasedena. Izpostavljeno je bilo tisto, kar bi se lahko z neke dobre volje lahko nadgradilo, spremenilo. Tudi, bom rekel, ko je bila omenjena neko varčevanje, večji del ukrepov ni povezano finančno, ampak bolj organizacijsko. Sta pa oba direktorja izpostavila pozitivno gesto novega občinskega vodstva in izrazila upanje na še bolj intenzivno sodelovanje z občinsko upravo, kot je bilo to v praksi že doslej. Občina Medvode v Smledniku zaključuje eno pomembnejših investicij na cestni infrastrukturi v letošnjem letu. To je izgradnja pločnika od mostu čez Savo do osnovne šole v Smledniku. Dolgo pričakovan pločnik bo izboljšal varnost pešcev v cestnem prometu na omenjenem odseku, česar bodo najbolj veseli gotovo starši osnovnošolcev. Dela, ki so se pričela 29. septembra, se v tem tednu pravzaprav zaključujejo v povsem predvidenem roku za dokončanje. Ta je postavljen na 15. november. Dokončni umik začasne prometne signalizacije in s tem enosmernega prometnega režima pa je odvisen od vremena. Zadaj je v bistvu pločnik poasfaltiran, manjka zdaj še asfaltiranje vozišča, za kar smo v bistvu zdaj rabili malo suzga vremena. Jaz upam, da bo danes v grobem saj poasfaltiran, tako da nam ostane za recimo četrtek je napoved malo boljša, še fini na vozišču in pa talne obeležbe samega vozišča.
Jutri načeloma naj bi pa menjali luči javnega razsvetljavanja, kot je predviden po projektu. Na mestu je torej ugotovitev, da so dela potekala brez večjih težav, z izjemo manjših odstopanj pri izvedbi geodetskih del, nam je pojasnil Gregor Marjasec z občine. V investiciji je bilo predviden, se pravi, izdelava nove kanalizacije in drenaže vzdolž celega pločnika. Pločnik je dolžine 305 metrov. Menjava luči, kot sem že omenil, 10 komadov luči javne razsvetljave, ker so v bistvu neustrezne pa stare po zdajšnjih uredbah. Izdelava samega pločnika, izkop brežine, kot smo videli, v smislu tega, da sploh lahko izdelamo pločnik in pa zagotovimo večjo preglednost za odsek proti Drugočajni. Potem so pa tukaj še ostale zadeve, ki v bistvu potegnejo to za sabo, kar je predviden. Za izgradnjo dobrih 300 metrov pločnika v predvideni širini 1,60 metra je zadolženo ljubljansko podjetje Eurograd d.o.o., ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa, bruto vrednost izvedbe del pa je dobrih 117 000 evrov. Na tem odseku pa sta predvidena tudi 2 prehoda za pešce, eden pri odcepu za Dragočajno in drugi pri avtobusni postaji pri osnovni šoli. V bistvu te prehode zdaj riščemo na teh avtobusnih postajah, kjer gre za drug sklop zadev, kjer gre za to, kar smo v bistvu podaljšali tukaj 30 oziroma uvedli novo linijo 30 in moramo v bistvu na te relacije od Hraž do Zbilj narediti 7 novih prehodov za pešce, s tem, da mora te prehode odobriti država, ker je državna cesta. Ob tem je za prehod pri odcepu za Dragočajno, ki se nahaja na relativno nevarnem odseku, mimogrede po podatkih iz leta 2013 ga dnevno prevozi 4800 vozil, predvidena še dodatna prometna signalizacija. Prehod bo imel normalno vertikalno signalizacijo, to je z vsake strani znak, da je pač tam prehod za pešce, in pa tak, kjer je dokaj navaren, bo imel še portal ali tako imenovani bit, se pravi, da bo to v bistvu po domač povedan steber, kjer bo utripal in še dodatno oznanil nevarnost prehoda za pešce. Naslednji večji predviden projekt pa je izgradnja kanalizacije od krožišča v Zbiljah do Zbiljskega gaja in priključitev na obstoječ sistem v Medvodah ter sanacija kanalizacije znotraj Zbiljskega gaja, kjer so dela že v teku. Točen pričetek del drugega sklopa med Zbiljami in Medvodami pa zaenkrat še ni znan. V prejšnji informativni oddaji smo že poročali o pereči problematiki mostu v Mednem in obvozne ceste. V tem času smo že pridobili odgovore tudi strani Mestne občine Ljubljane, ki je vključena v ta projekt. Vendar zaradi nekaj nejasnosti še nismo pridobili vseh odgovorov. Zato se bomo tej temi podrobneje posvetili v prihodnji informativni oddaji. Planinsko društvo Medvode se je v soboto sestalo na terenu ob Mavelščici, kjer je ob zadnji poplavi pred 3 tedni odneslo tako imenovan Kovačev most. Brv je bila dolga približno 10 metrov in njena rekonstrukcija je za markaciste Planinskega društva Medvode prevelik gradben in finančni zalogaj. Premišljali so tudi o možnosti, da bi planinsko pot iz Mednega premarkirali na nekaj metrov više ležeč most, sicer pa Planinsko društvo Medvode upravlja skoraj 100 km planinskih poti v Polhograjskih Dolomitih. Zadnje neurje je ponovno povzročilo škodo na planinskih poteh. 2 poti so morali celo zapreti, eno od njih verjetno za stalno. Od meseca julija pa je novi predsednik društva Dušan Brekič. Kovačev most leži na Siničici na sotočju Mavelščice in potoka, ki priteče iz Golega Brda. Brv je bila dobro sidrana in utrjena, vendar je bila moč podivjane vode ob zadnjem neurju prevelika in je most odnesla. Gre za skoraj 10 metrov dolg most oziroma brv preko Mavelščice. Naš namen je pač ta, da ugotovimo, kaj je najboljša varianta. Ali postaviti most nazaj, ali poiskati neko drugo možnost in morda speljati planinsko pot preko tega mostu, pa potem preko približno dobrih 100 metrov nazaj na staro pot. Seveda, kolikor nam bodo lastniki gozdov, pa lastniki teh zemljišč to dopustili.
Letos so bili planinci zelo obremenjeni, najprej februarja z ledolomom in nato še konec oktobra s poplavami. Po vsem tem ogromnem delu po žledolomu nas je zdaj presenetila še tale visoka voda, ne samo tule na tem področju, pač pa vseh grabnih, Mavž graben, potem je Govež graben in tako naprej, povsod je voda naredila zelo veliko škode. Recimo v Mavškem grabnu je škoda tako velika, da mi praktično sanirati ne moremo in razmišljamo, ali bomo pot odprli ali morda kdaj, če se jo bo dalo ponovno usposobiti. Druge so poškodbe trenutno manjše in bomo verjetno že prihodnji teden pristopili k akcijam urejanja teh poti. Planinsko društvo Medvode upravlja in vzdržuje skoraj 100 km planinskih poti v Polhograjskih Dolomitih. Skoraj vse so bile po žledolomu potrebne čiščenja ali popravila, tako da so danes zgledno vzdrževane in deležne vse pohvale. Še posebej veliko dela je bilo vloženo v sanacijo poti na Polhograjsko grmado, Mali Tošč in Jetrbenk. Tu seveda nastajajo stroški. Mi planinci nimamo nekih virov za saniranje planinskih poti, dobivamo sicer nekaj sredstev iz proračuna, vendar za športno dejavnost, markiranje pa nadelava ali popravilo planinskih poti pa ni športna dejavnost. In mi zato ne dobivamo nič, zato razmišljamo oziroma iščemo možnosti, kako na kakšen način pride do denarja, da bomo lahko to pokrivali. Mi vse delamo zastonj, edino, kar damo ljudem, je skromna malica pa nekaj pivo ali pa nekaj takega, kar pa zraven spada za celodnevno delo. Doslej so opravili že preko 800 ur prostovoljnega dela v približno 35 delovnih akcijah. Na posamezni je sodelovalo od 5 pa do 14 planincev, kjer so uporabljali tudi svoje žage in ostalo orodje, kajti društvo ima opremo le za redno vzdrževanje, tako da so stroški sanacije planinskih poti skoraj 3-krat presegli sredstva, ki jih društvo prejme na letni ravni za svojo dejavnost iz občinskega proračuna. Na srečo pa je občina društvu odobrila zadostna sredstva tudi za pokritje teh dodatnih stroškov. Pa imamo še vedno eno pot, ki jo nismo sanirali po žledu, to je tamle od Rebolja oziroma od Spreske na Studenčice. Ta še ostane, druge so pa vse sanirane. Dušan Brekič je sredi poletja postal predsednik društva planincev Medvode. Ja, julija meseca sem prevzel to funkcijo, čeprav sem že pred leti 13 let opravljal funkcijo predsednika planinskega društva, zdaj pa eno obdobje 7-8 let so bili to drugi. Ne vem, čutil sem odgovornost, ker nihče ni hotel tega prevzeti, nihče noče prevzemati odgovornosti. Meni pa le ni bilo vseeno po vsem tistem vloženem delu v preteklosti, da zadeva nekako stagnira. Planinsko društvo Medvode šteje 300 članov, od tega je 70 osnovnošolcev, ki po prehodu v srednjo šolo niso več aktivni. Študentov je le za vzorec. V prihodnje bo tako eden od večjih izzivov planinskega društva Medvode, kako pridobiti mlade. Včeraj zvečer je v knjižnici Medvode potekala slikarska razstava Metke Gosar iz Stanežic z naslovom Lahko noč draga. Tokratni ustvarjalni opus je ustvarjen na tkanino, na posteljnino in je prepoln nežnih zapisov. Umetnico je vodila misel na prelepo otroško izkušnjo, ki jo je spremljala ves čas, vse do danes. Metka Gosar je likovna umetnica, ljubiteljica vsega lepega, diplomirana slikarka in mentorica. Od leta 1997 vodi slikarsko šolo Unikatna sanjalnica. Tokrat je pripravila samostojno slikarsko razstavo. Odprtje razstave je z glasbenim vložkom popestrila njena nekdanja učenka Urška Kavčič s spremljevalno skupino. Odkot ideja za današnjo slikarsko razstavo Lahko noč draga? Je to že od nekdaj in sicer to so tekstili moje babice, zdaj stari že tam nekje okoli 100 let, gospe Matilde, in so tkanine, so poslikane posteljnine, tako da ideja od tam, glede na to, da pač so v glavne polštrne prevleke in rjuhe, je zato Lahko noč draga. Koliko časa pa ste ustvarjala to samostojno razstavo? Jaz zdaj bi rekla od poletja dalje, tako da par mesecev je nastajala, a ne pač od tiste zasnove in potem poslikav, tako da par mesecev.
Stoletna posteljnina je surovinsko seveda iz naravnih materialov, bombaža in lanu. Kakšna pa je tehnika, katere barve ste uporabila? Ja, to so poslikave oziroma akrilne barve, ki so namenjene prav za tekstil. Pač kombinirane z še ostalimi materiali, kot so čipka in vintage elementi. Babičina posteljnina pa ima za avtorico poleg umetniške tudi čustveno vrednost. Pa se ta posteljnina lahko pere? Seveda. Sej smisel te razstave je prav takšen, da v bistvu sem želela nekako združiti in preteklost in sedanjost, pa tudi uporabnost. Boste torej uporabljala to posteljnino? Seveda, za posebne priložnosti. Leta 2005 je ustanovila likovno društvo Mevi Art. Tudi letos bodo s povabljenimi ustvarjalci v gasilskem domu v Stanežičah pripravili adventni sejem. 13. decembra bo tako, kot zdaj že vrsto let, nekako od jutra, to se pravi od 10. pa do večera, pač adventni sejem, kjer bomo pripravili ogromno lepih unikatnih stvari. Sejem bo kot nalašč primeren za nakup drobnega darilca ali voščilnice ročne izdelave za decembrsko praznično obdarovanje. Danes teden, torej v četrtek, zvečer se na odru Treh herojev v Pirničah obeta premiera. Pirniški gledališčniki so pod režisersko taktirko Petra Militarova na oder postavili sicer radijsko igro Tretji ključ avtorja Andreja Blatnika. Pa veš, koga sem našel? Polni kufri las! Kadar se vi odločite eno delo postaviti na oder, se mi vedno vprašamo, zakaj ravno to delo? Ja, najbrž zaradi tega, ker si jemljem stvari, ki me tisti hip življenja, v katerem sem, pravzaprav zanimajo. Na eni strani pa ne samo to. Mogoče je tudi v tem neko sporočilo približati ljudem določen problem, vsaj nakazati, da bi s tem omogočil, da tudi ljudje začnemo drugače v svoji kulturi bivanja razmišljati. Kot pravi Militarov, mora gledališče gledalca opozarjati na stanje, v katerem živimo, in ga usmeriti v zavedanje tistega, kar bi sicer morda šlo mimo nas, do trenutka, ko opazimo, da imamo prazno denarnico, da nimamo sredstev za preživetje, da še sicer ni ničesar, kar bi nas opredelilo za srečne. Protagonisti zgodbe so ljudje iz obrobja, ki poskušajo preživeti vsak na svoj način. Na absurden način, vendar le komičen, nakazuje, v kakšnem življenju pravzaprav, kje smo zdaj kot družba v naši prelepi Sloveniji. Jaz mislim, reflektiram. Pisatelj, prevajalec in urednik Andrej Blatnik je igro Tretji ključ 1995. leta namenil za radijsko izvedbo, tako da bo tokratna odrska izvedba sploh prva. Problem je bil vzpostaviti ga v prostor. No, ampak to me zdaj že nekaj časa zanima in osebno sam pri sebi zdaj gojim ene vrste gledališča, ki mu jaz pravim mikrogledališče. In v tem mikrogledališču mora pravzaprav funkcionirati vse, od prostora do interpretacije. Radijski jezik je malo drugačen, za vzpostaviti kontakt s poslušalcem, jaz ga moram pa z gledalcem. Skratka, prostor v smislu mizanscene in odnosa mora zadihati z izpovedjo. In tukaj smo imeli pravzaprav najbolj zanimive trenutke ustvarjanja z željo, da bi na en lušten, prijeten, duhovit in absurden način pokazali to komedijo. Roke ne morejo brez glave. Igralska zasedba je le tričlanska. V vlogi Petra Branko Pečelin, v vlogi Pavla Pine Knapič in v vlogi Polone Metoda Šmigoc.
predstave, kot sem imenoval, kot neko mikrogledališče, delam izključno z igralci, ljubitelji, ki se radi izpopolnjujejo, ki jim ni odveč razmišljati, ki jim ni odveč pozabiti preteklost, delati v sedanjosti, se izboljševati, s tem pa sebe kot igralca tudi nadgraditi, ne. In tukaj moram reči, imam na eni strani srečno roko, da vedno se najdemo v projektu ljudje, ki znamo pravzaprav prisluhniti drug drugemu. Jaz s tem včasih pravim tudi v smislu ustvarjanja, da nam ratuje, bom rekel bolj po domače, gledališka demokracija pravzaprav ustvarjanja. V četrtek torej premiera, prve ponovitve pa potem šele prihodnje leto. V 12. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode gostovala v Podzemlju in proti ekipi NK Kolpa izgubila z rezultatom 3:1. Po nedeljskem porazu se medvoška vrsta uvršča na 8. mesto lestvice. Članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode je minulo soboto odigrala 3. tekmo v novi sezoni. Na gostovanju na Jesenicah je ekipo Enos premagala z rezultatom 78:69 in trenutno na lestvici 3. SKL Zahod s 6 točkami zaseda drugo mesto. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano 7. kolo. Za medvoške ekipe žal neuspešno, Hidro, ki nastopa v prvi B ligi, je izgubil v Radencih, ekipa Medvode je v 3. ligi Zahod izgubila na domačem kegljišču, ženska ekipa Medvod pa je v 2. ligi Zahod izgubila v Kočevju. V ljubljanski ligi pa je bilo minuli vikend odigrano 5. kolo, ekipa Hidro 2 je zmagala na gostovanju, Medvode 2 pa so v gosteh igrale neodločeno. Tokratna črna kronika je razmeroma kratka, na delu so bili le storilci kaznivih dejanj. V Pirničah so ukradli lestev, v Medvodah pa so policisti obravnavali poškodovanje tuje stvari in nasilje v družini. Enkrat so obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve, v Goričanah pa iščejo vlomilca, ki je vdrl v stanovanjsko hišo. Še enkrat velja opozorilo, da morajo imeti vsa vozila od 15. novembra, torej od sobote, pa vse do 15. marca prihodnje leto predpisano zimsko opremo. Policisti bodo preverjali, če so vozila primerno opremljena. Naj vas turobno novembrsko vreme ne potre preveč. Jesen je lahko ob dobri družbi tudi lepa. Nasvidenje.